biti učiteljica mi pomeni poslanstvo, to je moj način življenja. Otroci se mi zdi, da potrebujejo nekoga, ki ga imajo radi, mu zaupajo, se z njim lahko pogovarjajo in hkrati se tudi kaj naučijo. Veliko pogovora, neformalnega druženja, da opazijo, da sem tukaj za njih, da jim lahko pomagam, kadar začutijo, da so v stiski, da smo vsi zmotljivi, da se vsak kdaj zmotim, da s tem ni nič narobe, da pomembno je, da takrat, da se znamo pobrati, da znamo potem to napako popraviti in gremo dalje. Gre se ravno za to neformalno druženje. Takrat je vzdušje bolj sproščeno, takrat se potem ustvari taka klima, kjer si lahko res povemo marsikaj, kar si sicer ne bi, in se potem res ustvari tisto zaupanje, na katerega potem se lahko zanesemo, da si bomo pomagali, kadar bomo v stiski. Otroci se vznemirajo zaradi ocen, njim so zelo pomembne. Sama jim pa želim povedati in dopovedati, da ocena ni tako pomembna. Pomembno je znanje, pomembno so učne pa delovne navade. In to jim bo v življenju precej bolj prišlo. Znanje, ki ostane, in pa seveda te navade. Nekateri ja, nekateri pa potrebujejo več časa, nekateri pa se še vedno držijo samo ocen. Je res, da pri tej razvojni stopnji so ocene tista motivacija, so lahko korenček, so pa lahko tudi palica, ki jim nekako sporoča, kje so s svojim uspehom, kje so s svojim znanjem. Želim pa to doseči, da kadar so neuspešni, da ne bi bila ta panika, strah prevelik ali pa ta žalost ob tej slabi oceni. Ampak da je to samo sporočilo, nekje sem se nekaj zmotil, nekje nekaj ne znam dobro, treba bo poiskati pomoč, treba bo nekaj spremeniti, mogoče v samem učenju ali pa potrebujem nekoga, da mi bo pomagal. Mogoče je to učiteljica. Najboljše se počutim v razredu takrat, ko začutim učence, ko je neko sproščeno vzdušje, ko vidim, da se dela, ko vidim, da se spoštuje drug drugega, da so tudi na to pri tej zrelostni stopnji prišli naprimer do te stopničke, da se začutijo v svoji različnosti in da to različnost znajo spoštovati in z njo živeti, brez nekih žaljivk ali pa izločb.